Korenine festivala Maribor segajo že daleč v preteklost, v tej novi obliki pa bo danes zaživel že drugič. Kaj obeta? Ja, korenine festivala segajo 47 let nazaj, v bistvu od festivala baročne glasbe preko glasbenega septembra do festivala Maribor. Letos, torej z današnjim dnem, druga edicija festivala Maribor. Kaj obeta? Obeta 20 koncertov v lastni produkciji, obeta 200 sodelujočih glasbenikov, glavnina letos prihaja iz Slovenije. K nam prihaja ponovno nekaj zelo eminentnih imen, kot so naš rezidenčni pianist, recimo Boris Berezovski, prvič v Mariboru Mihael Kugel, violist, ki prav tako prihaja iz Rusije, Aleksander Rudin, čelist in še bi lahko naštevali. Seveda ponovno naš umetniški vodja, gospod Richard Toneti, ki si je zamislil in sestavil program, precej izzivalno. Letošnji festival poteka tudi v znamenju Slomškovega leta. Tako je. 3. september pred 150 leti je bil dan oziroma večer, ko je škof Slomšek v mariborski stolnici, ki je bila takrat na novo prenovljena, skupaj s svojimi sodelavci prvič odpel svoje večernice, med njimi tudi tisto znamenito Glejte, že sonce zahaja, ki v bistvu vsi poznamo. Torej, vemo, da je bil Slomšek izjemen človek, izjemno pomemben za slovenstvo v zgodovinskem pomenu, ker je prenesel pač sedež škofije iz Sant Andrej v Avstriji v Maribor. Pomemben je bil tudi kot filozof in ne nazadnje tudi kot skladatelj. Festival goji tudi kulturni turizem. Na kakšen način? Na različne načine. Kulturni turizem, tukaj gre za specifiko, gre skratka za pridobivanje tega stacionarnega občinstva, festivalskega občinstva, ki pač prihaja v nek kraj zaradi nekega dogodka in potem ostane tukaj dlje časa. To mi počenjamo več ali manj sami, pa s partnerji. In sicer nagovarjamo agencije, ki se prav ciljno ukvarjajo s kulturnim turizmom, torej turistične agencije, ki vodijo svoje goste na festivale, kot so Bayreuth, Salzburg, Verona in zdaj tudi počasi že v Maribor. Prihaja veliko agentov, torej veliko menedžerjev turističnih čekirati Maribor v smislu hotelske ponudbe, v smislu kulturne ponudbe. Naši stalni gostje v smislu tega kulturnega turizma so avstralski gostje, ki prihajajo kot podpora svojemu Richardu Tonetiju, torej naš umetniški vodja je pač avstralskega porekla. Letos jih bo tukaj nekje med 50 in 60. Še kar veliko zanimanja je pa tudi v sosednji Hrvaški za naš festival in pa seveda v Avstriji.